Kot smo spoznali v poglavju o spominu, je samousmerjevalni spomin znanje o tem, kako uravnavati svoj spomin. To znanje imenujemo tudi metakognitivno znanje. To pomeni, da je to znanje o tem, kako uravnavati svoje mišljenje in učenje. Kakovost tega znanja je odvisna tudi od tega, kako dobro se poznamo kot učenec. Naprimer, kaj nam najbolj ustreza, kaj nam je lažje, težje, ter od našega poznavanja učnih strategij. Ker je to za študijsko uspešnost še posebej pomembno, bova temu v nadaljevanju namenili posebno poglavje. Naš spomin ni le pasiven snemalnik dogodkov, ki so se nam zgodili, ali informacij, ki jih prejemamo, saj tako v procesu shranjevanja kot v procesu priklica informacij vnašamo lastne razlage in osmislitve dogodkov. Tisto, kar mislimo, da smo si zapomnili, se pogosto pomeša z našimi čustvi, predhodnimi spomini in tako dalje. Tako slab dogodek izjutraj, ko smo na primer polili kavo, sredi super dneva skoraj ne deluje več kot nič posebnega. Če pa se je dan nadaljeval slabo, pa bomo zvečer morda rekli, že začelo se je obupno in šlo samo še navzdol. Bartlett je na podlagi obnavljanja zgodb preučeval zapomnitev. Ljudem je bral zgodbe, ena od najbolj znanih ima naslov Vojna duhov. Potem pa jih je prosil, naj te zgodbe v različnih časovnih intervalih obnavljajo. Ugotovil je, da ob obnovi po nekaj mesecih ali nekaj letih prihaja do številnih vsebinskih sprememb. Dvoje ali več enot se strne, zaradi česar pripoved postane precej krajša. Odpadejo ali spremenijo se podrobnosti. Vsebina lahko postane bolj konvencionalna, logična, in včasih ostanejo le detajli, ki so naredili na nas vtis, ne pa tudi celotna vsebina. Navadno odpadejo osebna, krajevna imena, številčni podatki. Ob večkratnem ponavljanju pa izpustimo enote, ki smo jih izpustili že v prejšnjem ponavljanju. Torej, če prvič nismo povedali neke informacije, je tudi ob drugem obnavljanju ne bomo. Prihaja tudi do pojava racionalizacije, kar pomeni, da si podatke, ki jih slabo razumemo ali so nam tuji, preuredimo, tako da jih bolje razumemo ali približamo svoji kulturi, našemu sklopu znanja in okolju, ter pojava asimilacije, ki pomeni združevanje posameznih podatkov v sklope, s čimer si lahko izboljšamo obseg zapomnitve. Tako z enim sklopom, ki združuje več posameznih podatkov, izboljšamo zapomnitev. Bartlett je ugotovil tudi, da so si po daljšem času vsebino bolje zapomnili tisti, ki so jo vmes v mislih tu in tam obnovili, torej da so kdaj pomislili nanjo in jo tiho obnavljali. Ste vi pa že bili notri? Jaz sem že bil, ja. In kaj je težko? Pa ni to težko, dobre volje je. Ostali kasnejši eksperimenti s ponavljanjem in zapomnitvijo so pokazali nekaj zanimivosti in danes lahko rečemo, da si bolje zapomnimo naslednje vidike zgodb in pripovedi. Začetek in konec. To znanje lahko izkoristimo na način, da med učenjem poskrbimo za redne odmore in s tem v učnem procesu ustvarimo več začetkov in koncev. Bolje si zapomnimo nenavadno. Urejene informacije, konkretno, čustveno intenzivne informacije in dogodke, informacije, pri sprejemu katerih je vključenih več čutil, čutnih kanalov. Pri zapomnitvi velja upoštevati tudi pravila, ki izvirajo iz Ebbinghausove krivulje zapomnitve oziroma krivulje retencije. Ta krivulja nam govori, da velik del gradiva pozabimo že po prvem dnevu učenja. V naslednjih dneh količina znanja počasi upada, po približno mesecu dni pa doseže plato. Koliko gradiva nam bo ostalo v mislih, pa je v veliki meri odvisno tudi od vrste gradiva oziroma njegove urejenosti. Če pride do vpogleda, torej hipne ugotovitve pravilne rešitve, nam bo to znanje ostalo v celoti in zavedno. Tako so kakšne naloge učinkovite le,
če jih prej niste nikoli delali. Če imamo besedno smiselno učenje, je že določen upad zapomnitve. Pri senzomotornem učenju pa je upad še večji. Zato je potrebna tako velika količina ponavljanja gibov, preden se jih naučimo. Gladwell v svoji knjigi Prebojniki govori o pravilu 10.000 ponovitev. Glede na znanje o delovanju spomina je dobro, da se učimo v okolju s čim manj zunanjimi motnjami in motečimi dražljaji, ki bi lahko odvrnili našo pozornost od učne snovi. Za učinkovitejše pomnjenje lahko uporabljamo mnemotehnike. To so strategije učenja in poučevanja, ki so v pomoč pri olajšanju pomnjenja pomembnih ali bistvenih informacij. S temi tehnikami novo znanje povežemo s predznanjem, po potrebi tudi v specifičnem vrstnem redu. V prejšnji epizodi o delovanju spomina smo že omenili chunking, torej zapomnitev informacij z združevanjem v sklope. Pri drugih najpogostejših mnemotehnikah pa gre recimo za uporabo ključnih besed, rim ali akronimov. Se spomnite mnemotehnike Fičo je mali avto, s katero ste si v osnovni šoli pri fiziki zapomnili formulo F je m krat A, oziroma sila je masa krat pospešek. Še ena taka mnemotehnika nam pomaga pri zapomnitvi, kdaj je prvi in kdaj zadnji krajec lune. Ob prvem krajcu se luna debeli, ob zadnjem pa crkuje. Črki spominjata na obliko lune. Zapomnimo si lahko tudi, kateri kapniki so stalaktiti in kateri stalagmiti. Stalaktit nastane s stropa. Črka T vizualno spominja na kapnik. Stalagmiti pa rastejo gor proti stropu. Primeri mnemotehnik so torej chunking ali združevanje v sklope. Akronimi, ki so posebna vrsta kratic sestavljenih iz posameznih črk ali delov besed, ki si jih želimo zapomniti. Akronim je okrajšava prvih črk seznama informacij, ki olajša zapomnitev. Akrostihi, pri katerih prve črke ali zlogi vsake vrstice tvorijo geslo, reklo, informacijo. Gre za razširitev akronima v poved s pomenom, kar olajša njen ponoven priklic. Navadno, bolj kot so unikatne, nenavadne ali posebne, lažje si jih zapomnimo. Rimanje, recimo, pred ki, ker, ko, dače, vejica skače. Ritem in glasba, uporaba ritma in ustvarjanje lastnih pesniških besedil iz učnega gradiva, lahko poveča količino informacij, ki si jih trajno zapomnimo v dolgoročnem spominu. In palača spomina. To pa je precej kompleksna tehnika, pri kateri si ustvarimo lastno virtualno miselno pot po nam dobro znanih prostorih. Vanje pa umestimo informacije, ki si jih želimo zapomniti.